Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi sledilci, gledalci in poslušalci Fine podcasta. Ne boste verjeli, danes iz karantene z menoj izjemen gost, vrhunski igralec, stand-up komik, oče 3 otrok, eni in edini Tadej Toš. Tadej, pozdravljen. Dober dan. Hvala za tako napoved. Ja, mogla sem v bistvu te tako napovedati. Malo mi je žal, zato ker moramo biti tako na distanco in v bistvu zelo stacionarna na svojih mestih, ne, ker pač še vedno me fascinirajo tvoji prihodi na oder in zdaj pač smo mogla biti Evropa na te priložnosti. Povej mi, kako handlaš ti v teh časih, ko smo pribiti na svoje domove oziroma na svoje lokacije? V zadnjih 12 letih sem si zelo pogosto želel, da bi za nekaj časa lahko prišel en nič. Tako da zna biti, da sem jaz kriv za vse skupaj, če je vesolje uslišalo mojo željo in se opravičujem vsem, ki zaradi tega, ker sem si jaz želel biti nekaj časa doma, morajo zdaj biti vsi doma. Sicer pa je bil prvi teden prilagajanja, ko se je pač frekvenca neka, jaz bom to imenoval frekvenca, neki notranja vibracija morala spustiti iz običajnih 300 na uro na 100. Prvi teden, ko smo rekli, ok, to bo takoj mimo, ta teden je bil kar, sem se veliko spraševal, kak zdaj, kaj, in malo sem bil nemiren, zaradi tega, ker enostavno nisem bil navajen. Moje življenje poteka na ta način, da zjutraj, ko se zbudim, me čez 15 minut več ni doma. To je bilo, vedno je bilo to tako, zdaj pa je seveda to vse drugače, ne? Drugi teden sem rekel, zdaj bom jaz očistil hišo, okolico, sebe, omare, začimbe sem zbrisal, vse sem naredil in nekako čakal na to, da bo to res samo 2 tedna, čeprav globoko v sebi nisem verjel, da bo to tak, ampak nekje bi si človek rad postavil en konec tega, kako dolgo še, človek bi rad vedel. Ja, Slovenec, če posebej je tisti tudi na predstavah, ki bi že preden se začne rad vedel, kako dolgo bo to trajalo. Tako da, ko je minil drugi teden, sem vse to opravil, tretji teden sem se nekako umiril zaradi tega, ker sem vedel, da ne bo nič. V koledarju se je pokazalo, da vsaj do konca junija, če bodo mogoče nas pustili skupaj na druženje na prostem, da ne bo nič. Enostavno sem takrat moral pri sebi spustiti, vse spustiti. Nimam trenutno, zdaj ne vem, koliko to traja, 6 tednov ali koliko, tukaj na Kicaru smo sama z Andrejem, z mojim sinom, hčerki sta v Zagrebu. In se je zgodilo to pač neko zlitje očeta in sina 24 ur na dan, 6 tednov, česar sicer ne bi moglo biti v nobenem primeru in nikoli, pač življenje je bilo takšno prej, zdaj pa je drugačno. In sem se posvetil temu, hkrati pa nekje noter zmeraj potekajo procesi tega, kaj bi potem niču lahko sledilo, ker možno je vse. Definitivno pa zavzemam stališče, da se ne bomo vrnili tja, kjer smo bili, ampak da gremo nekam naprej in da je ta teren za nas vse odprt. In razen tega, da trenutno v prekrasni naravi, v opazovanju živalic in rastlin, ki nezaustavljivo grejo naprej, vsako minuto, vsak dan, potrpežljivo čakam na to, da nas bojo spet spustili enega k drugemu, takrat pa se bo seveda začelo graditi nekaj vse na novo in te nove gradnje se pravzaprav veselim, ni me strah ničesar. Globoko v sebi, tako kot si rekel, vemo, da ne bo nič več isto kot prej, ampak istočasno pa ne vemo, kak pa bo. Ne? In ali smo sploh mi sami, ne, individualno pripravljeni na to, kar bo. Ne? Ja, morali bomo biti, kaj ne? Ja, vedno moramo biti pripravljeni na situacije. Zdaj,
če smo ali pa nismo, pa je druga stvar, ne? Ja, morali bomo biti. Ja. Definitivno ti na odru žariš od tega, da je pač to nekaj, kar res rad delaš in to v bistvu skozi to lahko ljudem pač tudi daš z vsem srcem to, kar imaš za dati. In me zanima, če si vedno vedel v življenju, da je to, kar hočeš početi, ali je bila tvoja pot mogoče polna nekih stranpoti in da je pač samo vedno potegnila nazaj na to pot. Veliko, tako kot vsi otroci in mladostniki, sem se spraševal, kaj bi lahko jaz zdaj v življenju bil. In se spomnim, ko smo se pogovarjali s starši, so bile te želje take, kot da bi v trgovini izbiral, kaj bi zdaj človek bil v življenju. Bi bil to, bi bil pilot, bi bil zdravnik, bi bil ne vem kaj vse, šofer, bi bil policist, vse veš. Ne, astronaut tudi, ne, in na koncu sem postal astronaut. Ne. Zgodilo se je pa to tako, da sem se v srednji šoli bolj kot ne slučajno pridružil gledališki skupini. Prej nikoli nisem bil v gledališču, pač ena punca mi je bila. Se mi je zdela nekako zanimiva, nisem še vedel, če mi je všeč ali ne, ampak sem jo hotel videti malo bolj od blizu in glede na to, da nikoli nisem obvladal direktnega pristopa, temveč sem bil specialist za indirektne pristope, sem po indirektni poti se nekako postavil v bližino tega dekleta, ne, to je bilo v gledališki skupini, pač non-stop sem bil tam blizu, ne, to je bilo drugače kot med šolskimi odmori. In zgodilo se je to, da me je v gledališču pritegnilo takrat v srednji šoli, predvsem dejstvo, da je v enem ustvarjalnem svetu možno popolnoma vse, da ni nobene, bi rekel, ciljne črte, čez katero greš prvi, drugi ali pa tretji, da se tudi cilj premika, da je vse v konstantnem gibanju in to, da se ničesar ne da prijeti in da je istočasno vse možno in da je v največji meri odvisno od tega, kakor se kot ustvarjalec sam deloma odločiš, da bo hkrati pa še okolica vpliva na tvoj rezultat, se pravi, da gre za eno interakcijo. To mi je bilo izjemno privlačno. Imel sem v srednji šoli težave s tem, da smo se skupinsko 30 učencev učili, dijakov in učili enake stvari, ki smo jih kot stroji ponavljali in tisti, ki je najboljše ponovil osvojeno, tisti je bil seveda prvi čez ciljno črto. In jaz sem zmeraj, kadar je bila ciljna črta od vsakega tekmovanja, kar takoj odstopil oziroma, če je le bilo možno, sem se javil za to, da bom zadnji. Zato, ker zadnji nihče ni hotel biti, to je nehvaležna pozicija in jaz sem rekel, ni nobenega problema. In tako sem jaz na teh tekmovanjih pravzaprav nekje zadaj. Krati pa me je vleklo v ta ustvarjalni svet, ki ga nisem poznal nikakor, sem pa vedel, da je meni ta način bivanja, ustvarjanja, da je to tisto, kar me privlači. In takrat so iz Ptuja kar redno prijatelji bili sprejeti na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in sem rekel, nič, grem probat, ne. In to je bil v resnici največji strah mojega življenja. Ja, zaradi tega jih mislila pač tudi vprašati, ta GRFT je strah marsikoga v bistvu, ne, ker ko doživiš to neko svobodo pri ustvarjalnosti, pol pa moraš biti sprejet v zelo ozki lijak. Pol pa pride tekma, ne? Ja. Na kateri ne bi rad bil zadnji, ampak takrat je bila številka neka statistična, ki veliko pove. Še več mi je povedala takrat, ko statistika današnjega virusa, naprimer, ne, takrat nas je bilo, mislim, da 220 za 12. In sem rekel, statistično gledano nimam nobenih možnosti. Ne statistično gledano, pa sem si rekel, pa bi lahko imel kako možnost, ne, če vlada neka svoboda. In tako so se mi noge tresle na sprejemnem izpitu, se mi niso nikoli tak suhih ust, ko sem jih imel tam, nisem imel nikoli. In ker je zadeva tudi potekala na ta način, da se je sprejemni izpit začel ob 8 zjutraj,
bili smo poklicani pač vsi v 3 dneh prvega kroga in noter so nas pa klicali po abecedi. Nikakor pa si nismo hoteli dovoliti tega, da ko te pokličajo, da te ni, ker nismo vedeli, kaj to pomeni, ko te pokličajo not. Se pravi, jaz sem bil tam ob 8 zjutraj, na vrsti sem pa bil 10 do 4, ne, ker sem bil za mano sta bila samo še 2. In je to tega trenutka se izjemno močno spomnim, skratka, skozi to sito sem se sigurno ne po svoji lastni volji ali pa po svojih sposobnostih prebil, ampak sem v tistem trenutku lahko, brez da bi to vedel pri teh letih, ker tudi nismo bili tako vzgajani v tistem času še, da je to pač, da mi je to očitno namenjeno, da je moje mesto tam. In ko sem naredil prvi krog in ko sem videl, da sem v drugem krogu, sem izjemno pridobil na samozavesti in sem rekel, čuj, iz 240 na 24 je veliko teže kot iz 24 na 12, ne. In sem šel v drugi krog nekako razbremenjen, še vedno je ta strah bil zraven. In pač zgodilo se je, da mi je uspelo priti noter, vmes se še je zgodila še ena stvar, ne, to je to, da ko čez par dni kličeš po telefonu, tja vratarja, ki ti seznama na vratih prečita, če si sprejet ali ne, sem klical, sva zjutraj ob 8 smo vsi klicali, ko so to gor obesili in sem rekel, če mi lahko pove, Toš Tadej, ne, nisem rekel Tadej Toš, ampak Toš Tadej. In potem je sledila tišina in je rekel, ne. In skratka sem sprejel dejstvo, da nisem sprejet. Čez 20 minut pa so me klicali prijatelji, ki so tudi bili tam, sošolci bomo, ne vem kaj, pa sem rekel, jaz nisem sprejet, so rekli, si, ker je pač vratar je iskal Toš Tadej. Bilo pa je Tadej Toš. Ne? To je bilo pač težko povezati, da je to eno in isto. Tako da poznam tudi občutek, kak je to, ko nisi sprejet in ko si sprejet. In potem se je začelo v gledališče, zdaj če samo na hitro strnem, ker zdaj imamo pa res čas, da se pogovarjamo, ali smo omejena? Ja, ne, lahko se pogovarjamo. Malo sva omejena, ja. Ne bojo gledali do konca, vse gledajo samo začetek, tako da se ne sekiraj, mi da se lahko pogovarjamo, koliko hočemo. No, pa in potem je pa to repertoarno gledališče, pa spet deluje zelo podobno kot en sistem v srednji šoli ali pa pač neke institucije, v katerih se pa jaz spet nisem dobro počutil prej in enako se je zgodilo v repertoarnem gledališču. Spet je tu neka tekma, spet je tu neko podajanje, neka pravilnost, nekdo mora zagotoviti standarde nekoga drugega, za katere ne veš, kakšni so, oziroma vse je spet nekako. Ni mi bilo pravo in imel sem občutek, da je moja izrazna moč oziroma moje izrazno polje, da je preveč omejeno, da bi to moralo biti drugače, komunikacija energije, ne komunikacija vloge, kostuma, giba in naglasa v besedah, temveč komunikacija energije. In sem se podal na samostojno svojo pot, to je bilo v času prejšnje krize slovenske, sem dal odpoved v službi in sem začel delati sam, vsi so mi rekli, ti si nor, zdaj se drži kruha, družino imaš, ne vem kaj, enega malega otroka sem imel, vse se je začelo graditi in sem rekel, verjamem v to, da znam plavati. Vem, da je ocean neskončen, ampak jaz bom plaval, dokler se ne bom vtopil. Moji bližnji so na to pristali, niso rekli, daj ostani not, pa bomo imeli pač tisto zagarantirano plačo, ampak daj odrini se, pa da vidimo, kaj bo. In jaz sem takrat pač sebe postavil v pozicijo, da plavati znam, dokler zmorem bom plaval, ne vem pa čisto točno kam. Ne? In plavam, zdaj smo pa tukaj v drugi situaciji, čez toliko in toliko let, ko smo spet obstali, se pa seveda optimistično oziram v prihodnost in se bom trudil pač narediti vse, kar lahko, zato da bi živel polno življenje. Ne? Kako si ti prišel do tega, iz vsega tega, ko si rekel, bom se pač vrgal, bom plaval in bom videl, kak bom. Se mogoče spomniš tega trenutka, ko si začutil,
Da je v bistvu humor, ki mogoče ne vem, se mi zdi v sodobnem svetu, vseeno je najprej vedno je manj površinsko, ampak kdaj si ti začutil, da pa v bistvu lahko humor dosti več da ljudem? To sem začutil že hitro, zaradi tega, ker je moj kontakt s tem šel iz gledališča. Žanr one-man band performerja ali stand-up komedije ne izhaja iz gledališča, izhaja iz ulice, pride v klub in želi priti v gledališče. Jaz pa sem šel iz gledališča preko kluba do tega, da sem zdaj na ulici. Se pravi, mi se zdaj srečujemo in seveda sem na tej poti gledal. V gledališču so monokomedije in monodrame, to so teksti, ki se igrajo in ti teksti v svojih izvedbah niso več živi. Oni težijo k temu, da bi bili čim bolj podobni vsakič, ko grejo. In potem sem šel gledati, seveda tako kot vsi, ko se je internet malo naredil, kaj se to dogaja in sem videl, da se v Sloveniji dogaja to, da je naš humor, stand-up humor v svoji osnovi generičnega žanra. Se pravi, da se izjemno zgleduje po tem, kar se dogaja v tujini in se temu na našem prostoru poskuša nekako približati. Čeprav so okoliščine izjemno različne, hkrati pa smo na internetu zmeraj gledali najboljše posnetke od kolegov svetovnih, če jih lahko tako imenujem, kjer sem pa kot gledališki človek lahko videl, da on to izvaja že kot gledališko predstavo v bistvu, da teži k varnosti. Jaz pa kot plavalec prostega sloga sem težil k temu, da se te varnosti in tega, da bi danes bilo tako včeraj, nekako izognem. Zaradi tega sem moral izumiti neko lastno formo, ki sem jo utemeljil ne na besedi, na temu, da se zgodbice pišejo, pilijo, popravljajo in potem v manjših koščkih nizajo ena za drugo in tako tvorijo celoto. Tudi tako sem poskušal delati, ampak sem videl, da ne gre, da me spet zapira, enostavno, da jaz moram imeti prepih v glavi, da je to najboljše. In par let sem potreboval, da sem se popolnoma prepustil temu, da jaz, ko stopim na oder, sploh ne vem, kaj se bo zgodilo. Imam seveda polne žepe vsega in kar bom pa zdaj iz teh žepov ven zvlekel, pa kako bom to skombiniral, tega pa ne vem. Zato jaz to imenujem komedija prostega sloga, ki jo baziram ne na tekstu, kakor to počnejo velikokrat kolegi, v glavnem zaradi tega, ker je beseda stvar racija, racio je stvar kontrole. Jaz pa svoj racio uporabljam in besedo kot, bi rekel, spremljevalno letalo energiji in svojo pojavnost na odru utemeljujem na dobri volji in na energiji. Se pravi, rabim nek drugi kanal, da prostor napolnim s tem, da so ljudje dobre volje, po definiciji humorja, da je lahko to dobra volja. Da to funkcionira, sem videl v svojem otroštvu. Moja družina je bila zelo velika, v mamini družini je 5 bratov in sester in ti družinski pikniki so bili veliki in živo se spomnim, tega je zdaj veliko manj, ker je teh druženj manj, da smo se kot otroci, nobenega alkohola ni bilo v družini. To je prvo, treba vedeti. Se pravi, ne baziram dobre volje na tem, da je treba najprej nekaj spiti in da nas bo to odprlo. Nič ni treba spiti, pa se lahko vseeno odpremo. Jaz sem to gledal, In hkrati so pa moji strici, 3, ko so prišli na kup, enako velja za družino Toš, zdaj govorim za družino Janžekovič, to je mamina družina, družina Toš je malo drugačna in ti pikniki so bili drugačni in zdaj bom to skombiniral, ker nimamo časa. In moji strici so po mamini strani družine oni so bili izjemno glasni, imeli so zelo veliko fizično moč in ko so prišli na kup, so lahko en drugega, brez da bi vedeli, kaj bo kdo govoril, improvizirano, oplajali z nekimi bolj ali manj nesmiselnimi domislicami, ki so celo familijo, ki ni slovela po tem, da bi zdaj to bili glih neki veliki veseljaki, ampak ko so tako energijo dobili noter, se je pa to zgodilo, metali na tistih piknikih narazen in to je bila neskončnost neke dobre volje, osvoboditve duha, to je bilo super.
Se pravi, tu je noter moč fizična in improvizacija, ki temelji na, bi rekel, absurdu tudi lahko, na nepovezljivih stvareh. Očetova družina na drugi strani, oni so pa dosti bolj mirni, je pa res, da imajo zelo dober smisel za humor, se pravi, Janžekovič, mamina družina, polovica mene, skoči not na glavo in brca in se nekaj začne zgoditi, polovica mene, to je pa očetova družina, pa sedi malo bolj rezervirano, malo bolj počasi se pogovarja, veliko posluša in vsake toliko prijavi en taki stavek, ki ga dolgo ne pozabiš. Se pravi, oni pa funkcionirajo na premisleku, ki ga potem izrazijo nekako ven. In v meni se je, skozi srečanje moje mame in očeta, srečalo to dvoje skupaj, se je dalo not. In zdaj se pač to kombinira, ne? Toš je razmislek, mir, to, kaj zdaj doma sedi, pa takrat, ko se malo reče nekaj takega. Za veliko opazovanja Janžekovič je pa tisti, ki reagira impulzivno, takoj in lahko strela 1000 minut, brez da bi se ustavil sploh. In jaz v prostor želim prinesti oboje od tega, pač samega sebe lahko prinesem in prostor napolniti s tem, da se ljudje osvobodijo, da se osvobodijo duše, da se osvobodi trenutek, da nastopi ena brezčasnost, ena pozitiva, optimizem in vera v to in tudi, bi rekel, čutna izkušnja, ko telo to čuti, da je bivanje med nami lepo, da so kontakti, interakcije lahko lepi in da je lepo biti na planetu in da je lepo živeti. En joie de vivre, bi se temu reklo. Zdaj pa, kaj pa govoriti, ko se ta energija ustvari, je pa lahko popolnoma nepomembno in v mojih programih je veliko popolnoma nepomembnih stvari izgovorjenih. Lahko pa tudi takrat, ko so ljudje odprti in dobre volje, se resnica, resničnost, naš kontekst, v katerem živimo in ki nas določa, skozi premislek opiše tudi drugače, da se vidi tudi kakšna druga pot rešitve, če bi že mi čutili, da moramo biti rešeni. No? Tako bi bilo to na kratko. No, meni je zdaj kurja koša šla ravno zato, ker je ful zanimivo, koliko si res sposoben tudi neke samoanalize, kar se mi zdi ful pomembno v človekovem življenju, ne? Se pravi, da si raziskal, odkot v tebi to prihaja, ne? Ta dva pola, recimo družinska, da si tudi zelo hitro zaznal, da ti ne paše, naprimer, da moraš biti ukvirjen v sistem, ne? In da si v bistvu vseeno sledil, se pravi, da si iskal poti in prostore, kjer ne boš omejen, ne? In da si v bistvu šel na nek način tudi na vse ali pa nič za to potjo in to je pač res inspirativno. Ena stvar je, je pomembna. Ja. To je odnos med racijem in intuicijo. Zdaj sem spet govoril o dveh stvareh, o maminem delu družine, o očetovem, o tem, kar se v mene zmeša. Se pravi, dve stvari sta not. Iz dveh različnih sem nastal, DNK-jev, sem se združil. Zdaj pa, jaz sem v glavnem bil na racionalni strani, celo življenje. Vse je bilo tako jasno, po nekih racionalnih parametrih sem sodil stvari, ljudi in tako naprej. V gledališču so začeli govoriti o nekih energijah. To je, sem bil tiho nekaj časa, zavijal z očmi, ampak zgodilo se je kasneje, ko sem prišel v interakcijo z ljudmi, ko se človek odpre, ko ljubi, te ti ljudje lahko pripeljajo med neke druge ljudi, do katerih sicer sam ne bi prišel. In tak sem jaz v nekem trenutku prišel na srečanje s pravim čarovnikom. Pravim, lahko zagotovim pač po svojih standardih, da to, kar je pred mano sedelo, to ni bil človek, to je bil vesolec. 100%. Zgledal je kot homo sapiens, ampak je bil vesolec. In zdaj so oni mene k njemu pelali, to so me neke ženske tja pelale, to ti moraš, ne vem, za rojstni dan, ne vem kaj. In to je bilo tako. Ta človek je bil za začetek, so ti povedali, da je HIV pozitiven. V tistih časih, ko smo se HIV-a dosti bolj bali kot zdaj. Ker zdaj se bojimo
pljučnice, naprimer. Takrat smo se pa bali HIV-a, ker smo bili dosti bolj v nekih interakcijah, rečeš, stari, to se ti takoj lahko zgodi, zdaj pa vemo, da smo daleč na razni in pljučnice, ne bomo dobili HIV-a, pa itak, ne, stari, če pa glej, kak smo. In jaz sem sedel pred tem človekom, imel je čist črne zobe, oranžne lase, 45 kil, zelo je bil vesel. Jaz sem si predstavljal, da človek, ki ima tako diagnozo, da ne more biti vesel, da je to strašno. Ta človek je bil vesel in smo se vsedla za mizo in sem rekel, veš, isto kot z vedeževalkami, no, da te vidim zdaj. Jaz bom samo tu sedel and you talk and I will just listen. In model je govoril. In je začel govoriti, prvič smo se videla, nobenih podatkov ni imel o meni, ni vedel, kdo sedi pred njim, to lahko garantiram 100%. In je rekel govoril, jaz sem poslušal zanimive stvari. In v nekem trenutku je rekel, da ti si človek, ki 51% funkcionira po racionalni poti, imaš pa kar močno razvito intuicijo, ampak racijo jo premaguje konstantno, kadar sprejemaš odločitve. Sprejemaš jih na racionalni osnovi. Za tebe bi bilo super in osvobodilo te bo in odprlo in poslalo v drugi svet, če boš naredil malo spremembo in dovolil intuiciji, da gre na 51, ne na 100, racijo pa naj ostane na 49, se pravi, gre za minimalno spremembo v življenju, za minimalno, ne veliko, da na glavo postavim življenje, zdaj bom pa jaz ne vem, kaj je začel tu, ne, samo zavedanjem tega, da racijo malo spustiš, da daš malo prostora nečemu okoli sebe. In tako sem začel, nekaj časa je potrebovalo to, ampak zdaj v freestylu na odru to funkcionira in tudi sicer, da lahko, da sem začel izjemno zaupati svojemu občutku. Jaz svojemu občutku zaupam 2% bolj kot svoji misli. In vem, da je občutek tisti, ki energijo iz prostora nekako jemlje in vse to daje v neko celoto, tako močen, da premislek lahko gleda ta občutek in ga zadosti, da on to vidi, seveda sem pa analitičen tip in vse to analiziram, sebe najbolj od vsega, zato da lahko to funkcionira in da lahko intuiciji lepo sledim in verjamem svojemu občutku in mu sledim. Mislim, da je to v mojem življenju in v mojem ustvarjanju na koncu po vseh teh letih postalo najbolj pomembno od vsega. In občutek me ni še nikoli izdal. Napačne racionalne odločitve pa so se že velikokrat izkazale, v mojem primeru, ne govorim to za vse, za neprimerne, napačne, neposrečene in tako naprej, ampak jaz po občutku vem, kaj se bo zgodilo, ko nekam pridem. Jaz to vem, kaj lahko pričakujem. In potem racionalno prilagajam zadeve energiji v prostoru, mojemu občutku, mojim senzorjem, da pač pridemo do tega, česar bi si vsi želeli, to je do največjega možnega rezultata, brez garancije, kje ta letvica je. In zadovoljen sem vsak dan, če lahko rečem, da sem dal vse od sebe, tudi če danes nismo zabili gola na tekmi. In to je edino, kar počnem. In to je v bistvu tudi neke vrste osvoboditev, ne? To je tak pač je, ne? Za tiste, ki te v bistvu poslušamo, ali pa za publiko, se mi zdi tudi, no. In to ljudi pravzaprav v primeru mojega programa, če ga analitično pogledam, privlači. Privlači jih to, da vidijo svobodnega, osvobojenega človeka, ki mu misli letijo skozi glavo nekontrolirano, hkrati pa ljudje tudi lahko vidijo, da pa oni drugi del mene nadzoruje to, kar se dogaja in da lahko to sintetizira, povezuje, časovno nazaj, preskakuje in tak naprej. Zraven pa seveda še eno veselje do življenja in en optimizem, vera v to, da dobro lahko premaga slabo. In da si prišel v bistvu do tega, ne, tako kot si nam zdaj v bistvu skozi to vso zgodbo povedal,
ti ves čas mogo si nekje v ozadju bolj zaupati občutku. V bistvu si ti že prej zelo močno zaupal svojim občutkom, da si sledil tem stvarem, ki so te vlekle srčno, bolj kot pa razumsko. Ne? Že v trenutku, ko si rekel, da si pustil službo in si skočil, da boš plaval, je to bilo zaupam pač temu, kar čutim, da me driva naprej. Ne? Da, takrat to je bilo tako prvo resno, konkretno spoznanje zaupanja občutku, zaradi tega, ker racijo ti pravi. Imaš malega otroka, treba je poskrbeti za družino, treba je zazidati hišo, rabiš službo, rabiš plačo, moraš imeti kredit. Naprimer, ne, to ti pravi racijo in vsi okoli pravijo, daj ne delaj tega, daj ne pusti zdaj te službe, ki boš ti igral, stari, kriza je, nihče ne bo nikam hodil. Dvorane pa nikoli niso bile tako polne kot takrat. Ja. Se pravi, kako lahko mi napačno mislimo? Zelo napačno lahko mislimo. No, tedaj za konec pa... Ne, konec! Ja! Kaki konec? Če smo 6 tednov v karanteni, človek, ti si drugi človek, s katerim se pogovarjam v mesecu dni, zdaj pa naenkrat ni časa. Konec, moramo nehati. Še imam eno vprašanje, ko še bo tak ti porodilo ogromno novih besed iz intuicije in razuma, sem pripričana, tako da nič ne skrbi, nisva še zares konec. Se pravi, ti si zdaj v tem očetovsko-sinovskem koktejlu, v bistvu doma tudi, in moje vprašanje se navezuje v bistvu na to, kaj se ti zdi najpomembnejše, da človek preda svojemu otroku? Ko sem jaz bil mali, mi je oče večkrat rekel, tega si zapomnim. Par stavkov svojih staršev nosimo skozi življenje. Par stavkov in veliko tega, kar smo videli, njih, kak smo jih videli, kaki so, kaj so delali, pač počeli, kak so reagirali. In eden od teh stavkov, ki mi jih je oče dal na pot v življenje, je, da starši morajo dati otroku dobro ime in izobrazbo. Dobro ime v smislu tega, da ime ne zveni lepo, ampak da je ime čisto, da ni kontaminirano, da je spodobno, da je pošteno in da je že ime samo, skozi to, kar so starši prej ustvarjali, del neke popotnice, ko nekje poveš, kak ti je ime, si o sebi že veliko povedal, dokler si mali, o tebi govori ime tvojih staršev, ko pa odrasteš, pa ti to ime gradiš na novo, da lahko ime gre naprej. Se pravi, ime, da dajo starši dobro popotnico, pošteno in pa izobrazbo. Se pravi, da sledijo in poskušajo sodelovati pri tem, da slišijo želje mladega bitja, ki ne ve, kam bi se usmerilo. In naprimer, moji so bili iz medicine in zelo nenavadno je bilo, ko sem jaz prišel domov in sem rekel, mene ne zanima nič od teh eksaktnih stvari, v katerih vi tu noter živite, pa to ne. Jaz bi šel kar v gledališče in jaz bi kar igralec neki bi bil, ali kaj, ne. In moj oče je takrat rekel, najprej je bil nekaj časa tiho, ker je bil veliko časa tiho, ampak to ne pomeni, da je to bila prazna tišina, da to je bila polna tišina, in je rekel, sine, veš, da je to, pa ni veliko hodil v gledališče, tak, ne, veš, da je to poklic, v katerem boš vsak dan na začetku in se boš zmeraj znova, vsak dan na odru potrjeval, od začetka, vsak dan, znova. Jaz tega takrat nisem razumel, kaj to pomeni, ampak tak je. Viš, on je to vedel in menim, da je naprimer to tisto, kar sem jaz od svojega očeta dobil, tudi poskušam svojim otrokom dalje predati v smislu tega, da se trudim, da bi imeli dobro ime in da je moja velika dolžnost in obveznost, da zagotovim, da imajo vse pogoje in odskočno desko za to, da se lahko razvijajo v takšne ljudi, kakor jim je namenjeno, ne kakor jaz od njih pričakujem. Hkrati pa, da medtem, ko oni rastejo in iščejo svojo pot v tem svetu,
pač mene še ob tem gledajo, kaj jaz delam in kak jaz, naprimer, pač skozi življenje nekako poskušam iti. In če bom uspel to v neki solidni meri prenesti na svoje otroke, bom lahko srečen starec takrat, ko me bojo diagnosticirali v nekem domu z neko boleznijo, pa ko me bojo hoteli dati v neko bolnico, pa ne bo nihče mogel priti na obisk, pa nas ne oddali v bolnico, ampak verjamem, da bomo mi takrat že imeli tablete, da se bomo lahko samo ukinjevali v trenutku, ko bomo starci presodili, da pa to zdaj ni več za biti tu in boš tisto tableto samo pregrizno in boš pomirjen zapustil ta svet. Jaz se pač trudim, da bi imel račune poravnane sproti zaradi tega, ker enostavno, kakor sami vidimo, ne vem, kaj bo jutri. Tako da poskušam predati to. No, super. In v bistvu se mi zdi, da bi te tablete bile res dobra zadeva. Te tablete sva zdaj omenila, jaz jih bom na odru, ko bomo šli spet med ljudi, definitivno velike minute programa delal iz tega, kako človek lahko samemu sebi dostojanstveno vzame življenje, ko ti ga življenje samo jemlje. In da danes v času izbire definitivno to prihodnost je. In to bo srhljiv smeh spoznanja, ko bomo mi na odru uprizarjali to, kako bomo umirali, kako bomo imeli killer partije, kjer nas bo 6 skupaj lepo šlo umreti in bomo rekli, danes ni prekrasen dan za živeti, danes je izjemen dan za umreti. Ker nas družba usmerja v to, da stari ljudje niso nič več vredni. Ljudje, ki ne producirajo, nimajo nobene vrednosti. Vprašanje, kako bomo mi lahko vrednostni sistem obrnili v drugo smer zaradi tega, ker ne vem rešitve, kako bi to šlo, ampak svet definitivno, danes vidimo tudi pred svojimi očmi, ni empatičen in je obrnjen k temu, da so stari ljudje v bistvu samo problem. Ker na ulici danes ljudi, ki ne razmišljajo, lahko brez problema slišiš reči, kaj te toti starci tam noč so zaprti, en drugemu to prenašajo, te pa naj tote dome zazidajo 6 metrov okoli zid, mi okoli bomo pa normalno živeli. Ko da naši starši niso stari ali pa niso bili stari ali pa ne bojo stari in ko da mi ne bomo enkrat na tem mestu. Obnašamo se izjemno sebično in komedija, smeh in dobra volja, to pa ni sebična stvar, to pa je stvar odprtih rok, deljenja, objema, ljubezni in združevanja. Oprosti, ampak meni se zdi, da si tako dobro zdaj povedal. Dobro mi gre, ne? Ja, ful, pa tako se mi zdi, da je to popolna točka, da mogoče zaključiva vseeno današnji fajn podcast, se mi zdi, da lahko z temi mislimi ljudi pošljeva do današnji dan. Se pravi, računajte na to, da bo Tadej Toš pritisnil na svet in da se iznajde te tablete, ker tudi meni se zdi to zelo dobra ideja, ker se mi zdi, da pač človek mora iti iz zabave takrat, ko je najboljše, ko je najbolj zadovoljen in predno začne vse skupaj padati. Tako da, hvala ti, Tadej, za tvoje iskrene odgovore, za tvoje zgodbe, za ta nek pogled v bistvu tudi v tvoje življenje, v tvoje notranje doživljanje sebe. To nam vsem zelo veliko pomeni in tudi za fajn je to super, kjer skušamo pač ljudi spodbuditi, da sledijo svojemu srcu. In predvsem zdaj v teh časih karantene se mi zdi, da je še bolj pomembno, ker ta sigurnost ne obstaja in ko si glih omenjal to smrt, ne? Tudi smrt je nekaj, kar v tem trenutku še pač ne moremo predvideti. Kdaj bo, kak bo, na kak način, tako zdaj ne moremo predvideti, kak bo življenje po karanteni potekalo in se ne moremo v bistvu na to pripraviti. Kar v bistvu ni res, ne? Tako, ko si na začetku rekel, pač mogli bomo biti pripravljeni, ne? In se mi zdi, da pač najboljša priprava za smrt, tako kot rečeš, je pač glih to, da človek skuša od tega trenutka, če še do zdaj ni, ne, živeti, res, iskati res tisto polnost, iskrenost in da predaja v bistvu svojim otrokom naprej pristnost, vzor in ne vem, daj še ti nekaj. Predvsem nam želim tistim dvem, ki še zdaj gledata, od vseh milijon, ki so začeli gledati, vidiš, kako to pada napačno, virus gre gor, tu pa gre dol, ne?
Tistemu enemu, ki še je zdaj tu, želim pač povedati, ne, da je pomembno, da zaupamo življenju in da, ko bo treba kreniti, da krenemo ne proti temu, kar je bilo, ker to je pot nazaj. Da krenemo naprej in da na osnovah spoznanj iz karantene uspemo zgraditi en lep, povezan, človeški jutri za nas vse, kajti dolgost življenja našega je kratka. In da poskušamo čim bolj optimistično živeti sproti. Ne čakati na to, kaj bo, ker vemo, kaj bo. Vemo. Ja, tableta. Zdaj smo pa sama, gled, zdaj pa nihče več. Čakaj, ne ziherjem še en, tako da še jaz glih da še rečem hvala, dragi fajn poslušalec, gledalec in sledilec, da si z nami ostal do konca in imej se super lepo. In to je to. Adijo. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.